Ja, lepo pozdravljeni. Pred nami je torej prva izdaja svetopisemske kuharice ali Das Bibelkochbuch v izvirniku Eleonore Schmidt. Založba Družina je imela kar srečno roko, moram reči. Prevajalka gospa Metka Klevišar je imela lahko in hkrati težko delo. Citati iz Svetega pisma Stare in Nove zaveze so dani in večni, čeprav nastajajo vedno novi izboljšani prevodi. Pa jih je lahko zajela seveda iz knjige knjig, kot pravimo, kulinarični izrazi, pa so zelo lepi, čeprav meni zvenijo včasih malo arhaični, vendar pa so verjetno ustrezni, da bi zven časa nam podali, naprimer kot je Sarin podpepevnik, ne bo kdo s tem česa zamenjal. Gospod Klevišarjeva, lepo prosim, povejte nam v nekaj stavkih, s čim ste se srečevali pri svojem delu. Jaz moram reči, da od začetka, ko me je gospod Gridl vprašal, če bi to prevajala in sem se tega lotila, se mi je zdelo tako nenavadno, ker jaz nisem nikoli prevajala kuharic. Ampak potem, ko sem pa začela prevajati, se mi je stvar zdela vedno bolj zanimiva. In seveda potem sem pa naletela na določene izraze, ki niso bili tako enostavni. Recimo ravno s temi podpepelniki, a ne, to je od začetka kruh. Potem sem šla gledati različne prevode Svetega pisma, nekje piše kolač, nekje podpepelnik, nekje spet malo drugače, tako da sem morala to potem tako malo prilagajati, a ne, tudi temu, kar je nam nekako razumljivo. No, kot sem rekla, mene je potem stvar postala vedno bolj zanimiva. Jaz sploh imam zelo rada ta svet, a ne, svet Izraela, svet v Jordaniji, sem bila v Libanonu, v Egiptu in se mi zdi torej prav poseben in zato sem bila zdaj tudi vesela, da se srečujem s hrano, ki je tam nekje doma. No in se mi zdi zelo posrečeno tudi to, včeraj je bila predstavitev novega prevoda Svetega pisma in danes je pa potem še predstavitev te biblične kuharice, ker končno mi vsi jemo, se tudi oblačimo, ne samo o tem še ni govora, in hrana je ena bistvenih stvari in ko enkrat vemo, tudi se zavemo, kako so takrat ljudje jedli v času, v bibličnem času, potem nam to postane še tudi ostalo Sveto pismo še bolj domače, to je del nas. In končno, če pomislim, tudi zdaj je ta hrana, ki je tudi noter opisana, zelo zdrava, jo še zdaj jemo in mi smo s prijatelji nekaj teh jedi tudi poskusili in moram reči, da je bilo prav odlično. Hvala lepa.